Dober večer vsem obiskovalcem in obiskovalkam knjižnice. Nocoj bomo predstavili Igorja Gošteta. Sem prav naglasila? Ja, prav. Zdaj, midva sva tlele en tak hišni bend knjižnice, tako da sva zato v tej kombinaciji, čeprav je malo nenavadna, nisva bila še nikoli in predvsem zato, ker mogoče nisva v vseh stališčih si čisto enaka. Še bolj grozno je pa to, da sem jaz anti za šport, ne? Tako da zaradi mene je lahko žoga, tudi štiriglata me lahko mod prepričate in zdaj upam, da me bo Igor svojo zgovornostjo reševal pred mojo nevednostjo ali pa še kaj bolj hujšga. No? Se pravi, predstavljamo pa tole knjigo Zamegljeni čas, če sem prav poštela, je to 10. po vrsti. Ja. Jaz sem šla v knjižnico, pa sem rekla, ne mi tiste 2 knjige dajo, ki jih je napisal, ne, in sem dobila tale kup, ne, tako da je že kar en opus tega, kar nekaj knjig, nekaj je, ene dvoje so poezije, potem so dve slikance, potem je nekaj otroštva, zgodbe se prepletajo, skozi več knjig se nekatere tudi ponavljajo. Ena je taka, ki si se najbrž zameril, marsikirmo. Tako da, se pravi, nocoj bomo o tej zadnji knjigi govorili, tako da jaz vam preden mu prepustim besedo, ker je pa rekel, da mi ne bo treba več govoriti. Samo tole opisala, kaj bomo danes slišali. Se pravi, roman Zamegljeni čas je roman o nekem odraščanju, o načinu življenja, ki se ga marsikdo še spomni in nostalgično spominja. So zgodbe o bajerskih otrocih, o otrocih narave, ki niso imeli nič in so imeli vse. So zgodbe o športu, o časih brez mobilnih telefonov, še navadnih ni bilo, brez računalnikov, televizorjev, o časih tekanja za žogo, plezanja po drevesih, postavljanja drevesnih ud, izdelovanja frač, igranja na dvoriščih, ravsanja, ko so mame videle otroke, le ko so prišli na hitro nekaj pojesti in takoj spet ven, o časih romantike v živo, ne pa fiktivne, kot sedaj vidimo na družabnih omrežjih, o časih, ko je bila klofuta okoli ušes in udarec sporiti vzgojni pripomoček, o enosobnih stanovanjih v rudarskih kolonijah, skupnih WC-jih zunaj na Štrbunk, o sušenju perila na gankih, ki je smrdelo po žveplu in premogu. Tako da o tem bo Igor povedal, se pravi, kam je uvrščen, naj te še enkrat pozdravim, se pravi, na domačem terenu, v domači knjižnici, se pravi, zdaj na drugi strani mikrofona. Kako se počutiš? Je čist fajn, ne? Ker takrat, ko sem na tej strani, pomeni, da sem nekaj napisal in v tej knjižnici se je to zdaj zgodilo že 10-krat in čisto vse knjige, ki sem jih napisal, so bile ta prvo premierno predstavljene v Zagorski knjižnici, najprej še pod vodstvom gospe Garantinijeve, potem je bila nekaj let direktorica Irena Medvešek, zdaj pa Matej, ki ga pa danes ni, ne, ker se lepo sprehaja, ker športa po tej tvoji poti, ne, ki si jo ti tako lepo v knjigi opisala. Matej je na kaminu, tako sam in grede, več kot polovico poti že prehodil, tako da že finišira proti koncu, no, proti Santiago. Tako, sam, by the way. Se pravi, ta knjiga, zakaj tak naslov, no? Zamegljeni čas, zato, ker prihaja malo že od tista leta, ko tudi že kaj pozabim in zato so nekateri moji spomini že malce zamegljeni in ko sem razmišljal, kako bi dal tej knjigi naslov, je bilo nekaj časa tudi v ospredju abeceda športa, ampak sem si rekel, ne, potem bojo vsi mislili, to je pa knjiga samo o športu, pa ni. In se mi je zdaj potem ta naslov Zamegljeni čas, ker pišem o času, ki smo ga že kar malce pozabili ob tej novodobni tehnologiji, ampak zdaj pa slišim, ko nekateri prebirajo že to novo knjigo Zamegljeni čas, vidim, da so imeli 50 let, pa 40 let nazaj zelo podobno otroštvo kot jaz sam. Mogoče so se šli samo
druge igre, družabne igre, ne igre prek mobilnih naprav, ampak igre v naravi, ali pa doma za kišto, na kišti, ali pa za mizo. Skoraj je vse bilo podobno, vsi smo bili približno enako revni ali pa enako bogati. Ne? Revni, ker res nismo imeli zelo veliko, ne da ne bi imeli za jesti, da ne bi imeli za obleči, ampak zdaj jaz se glih ne spomnim, da bi bilo v našem okolju, v tem rudarskem naselju, industrijskem naselju, v Bajerju, kaj je veliko avtomobilov doma, mogoče kdo imel kakšnega mopeda, kakšnega fičata, pa je bilo to že kar veliko, ampak mislim pa, da smo bistveno bolj bogato živeli, kot pa danes živijo, ker smo imeli drugega, tudi zravsali smo se, ampak zdaj pa se mi zdi, da imajo drugega bolj tako nadaljavo, ne, v nekem namišljenem svetu. Na tem, ne. Vse tudi jaz zdaj to uporabljam, ampak mogoče celo preveč. Ampak še vedno grem rajš ven, ker se mi zdi, da se mi tam največ dogaja. Če ne drugega, veliko ljudi srečam. Je pa res, ne, ko se pa navadiš, da jih pa srečaš na teh elektronskih napravah, se mi pa zdi, da se zna narediti, da se tudi zastrupiš s tem, zasvojiš, tako kot s cigareti, ali pa z alkoholom, ali pa s kakšno drugo drogo, pa se mi zdi, da je to še bolj huda droga. In da pozabiš, da obstaja tudi še tisti resničen svet v zunaj. Da živiš samo v virtualnem, ne? Tako. Zdaj to knjigo, kako je sploh prišlo do tega, da je ta knjiga nastala? To je nastalo iz nekih kolumn, ali? Ja, jaz sicer pišem eno drugo knjigo v zadnji, sam je malo bolj zakomplicirana, ker še ne vem, ali bi s pravimi imeni pisal, ker ponavadi jaz vedno žgem kar s pravimi imeni. Mogoče bom šel v drugo varianto, da si bom malce izmislil, da bom dal tudi kakšno osebo, ki sploh se ni dejansko takrat nahajala na tistem mestu in je malo bolj zapletena. Vmes pa pišem za različne medije, tudi kakšne kolumne in ene mediju javnost.si. Eno izmed teh mnenj v knjigi je objavljenih tudi od Mateje Kiler, ki vodi ta spletni portal. Mi je pač povabila, če bi napisal tudi za njih mesečno kakšno kolumno. Glede na to, da pišem bolj kot ne politične, sem pa rekel, evo, tukaj bom pa pisal malo bolj take športne, ker v športu sem kar doma, malo ga svojimi očmi sicer vidim in sem začel od A pa naprej. In potem, ko se je pa tam 5 mesecev zvrstil kar nekaj, pa nekaj še na zalogo, sem se pa malo začel premzati, ne. Tudi nisem vsak mesec poslal, ker sem imel že kar v planu, da bi bilo pa dobro pa iz tega napisati knjigo, ker je tudi ta stil pisanja, to sem po kolumnah videl, sicer so zdaj seveda ta poglavja v knjigi spremenjena, dopolnjena, malo bolj tak lahkotnejši, ne, šaljiv, torej, če si bolj take slabe vole, si jaz rečem včasih preberi kakšen moj hec, ne. Vse, če se pa že delam norca, se pa iz sebe. Se pravi, prav tudi te kolumne so bile po abeced. So imele, tam so bile objavljene, se je začela prva A, druga B. Tako. Si šel po vrsti ali si preskakoval? Objavljene so bile po vrsti. Po vrsti. Ampak sem pa jaz, ne vem, košarka, ne, ni glih od spredi K. Mi smo imeli pa prav značilen način igranja košarke, ne, v kante. In to je bilo ta prvo, ne. Takrat so bile še tiste pločevinaste, sive, kamor se je vsem metal, mi smo imeli 4-5 tam pred barakam. In malo smo pokrov dvigli, malo smo ven spraznili, kakšne časopis, cajtenge natlačili, če smo jih imeli, da ni bilo treba se preveč pogovarjati, ne, pa žogo ven jemati. Seveda smo bili umazani, sploh če je bilo malo deževno, ko smo tisto žogo metali, pokrov nam je pa služil kot tabla.
Seveda smo se tudi skregali vmes, ampak tisti nismo mogli igrati 2 na 2, 3 na 3, ampak smo se šli pač igro, en je zbral, iz kje bomo metali in smo tam metali. Potem so pa to starši videli, ne? Pa smo jih malo prosili, da bi bilo fajn kakšen obroč dobiti. Najprej je bila to kakšna feldna, ali pa od soda. Tiste je bilo malo težko žabli zabiti v kak les, ne? Ker niso bili luknje, ampak vse smo se znajdli. No, je pa tudi moj oče, vsi knapi, tudi moj oče je bil knap, vsi so bili multipraktiki, jaz mislim, da so znali vse narediti. Na Gverku, na Rudniku so bili tudi očitno takšni šefi, pa so bili takšni časi, da so lahko kak kos železa ukradli, dobili. Pa so obroč naredili, pa smo to pošraufali na tam, ko smo imeli barake oziroma kevdre, ker je bila spravljena ozimnica. In smo to na tistem makadanskem dvorišču v našem bajerju metali. Sploh, če so bile kakšne olimpijske igre, pa evropsko prvenstvo v košarki, ne. Takrat je bila pač košarka pri nas, ne, na sporedu. Se je pa to fajn kadil, ne. Od spodaj so pa dvonadstropna hiša, oziroma pritličje pa nadstropje, kjer so bili ganki, seveda se kadil, ne. Pa še tam ob koncu dvorišča so bile napeljane koli, pa perilo, pa tiste upornice, prekle, ne. In se je to kadil, tudi kakšna žoga je kje priletela in včasih kjera nesrečno končala, ne. Pa ste imeli že prave žoge? Tako, no, glih prave, ne, ampak smo imeli kar srečo, sosedu Branko, pa tudi jaz, smo bili kar pridni pri milistriranju, pri kišeškem župniku Jožetu Čampi, in on nam je dal včasih za nagrado tudi iz Avstrije, ne vem, je to pri Švercu, kako mu je to uspel, kako fuzbalarco. Včasih je pa tudi moj ata kakšno prvoleko iz Save, kamor je hodil ribe loviti, in ni vedno sam ribe nosil domov, čeprav jih je vedno, ne, ko je bilo prazen. In je potem včasih v rukzaku imel tudi kakšno žogo, in smo imeli pol žogo, dokler ni kakšna nesrečno končala, čeprav to se ponavadi, vse so bili hud, naše mame, naši sosedje, bi kaj rekel, tudi žleht mogoče, vse smo dobili včasih kjero okoli ušes, ne, ampak vse žoga se je potem čudežno vrnila velikrat nazaj. Smo jo pa tudi mi vedeli, kam se je spravili, pa smo jo najedli, pa smo šli naprej. Potem je pa tudi kdaj koga motil, pa je tist koš odšraufal oziroma snil dol. Ampak vse takrat je bilo pa že kakšno evropsko prvenstvo na ping-pongu, ne, na miznem tenisu, smo pa tako šli pa najedli drug način za šport. Če bil pa dež, smo pa to pa nadaljevali doma. Se pravi, odraščal si v Kisovcu, ne? V Bajerju. Se pravi, v knjigi omenjaš imena, ne? Verjetno so prava imena, so tlele med publiko? Ja, nekaj jih je kar, ja. Vasjo, ne, ki je tudi omenjen, Mojca. Zdaj v tej knjigi nisem napisal, ker mi smo tudi plavali, ne, oziroma se kopali, ne, včasih. Nismo imeli bazeno, ampak smo imeli pa tiste plehnate, ne vem, kako se reče, čebre, oziroma ne čebre, tiske za perilo, kako se reče? Bano, ja. Bane, levorje. In smo potem natočili vodo, malo je bilo treba počakati, da se je na sonce to malo pogreli. Potem smo se tam kopali, ne. Je bilo prav fajn, ne, ampak smo tudi ven hodili in pol je bilo to že veliko pol peska noter tudi, ne, tako da ni bilo že več to ključno. Tako da to smo delali, tako da vedno smo najdeli kakšno igro, dolgce nam ni bilo. Imeli pa tudi nismo, vse, televizija je bila, no, ampak programa glih ni bilo veliko, ne, ur tudi nismo imeli, ne, da bi mama rekla 5 pa doma, do tome, ne. Pa če smo bili lačni, ne. Vmes si prletel domov po en kos kruha s marmelado. Ja, jaz sem njemu zelo rad tisti kos kruha, če se je malo v mleku močil, ne, gor po vrh, sploh če je bila še smetana gor po vrh, pa malo cukra, ni božga, ne. Včasih pa tudi kak
ocvirke, ne. Zdaj pa nekateri so dali tudi malo česna gor, ne. Ampak smo takrat že malo po puncah gledali, ne, smo se že česna malo izogibali, ne. V bistvu začneš zgodbo oziroma prepleta se to tvoje najbolj zgodnje otroštvo. Kakšna je bila tvoja primarna družina, recimo? Veliko posvetiš besed, lepih besed, takih nežnih, bi rekla, božajočih, očetu zelo lepo, mami tudi. V kakšni družini si odraščal? V fajni. Zdaj, jaz sem imel srečo, da sem imel tudi starejšega brata, on je verjetno imel malo manj srečo, ker sem 6 let mlajši in sem bil včasih malo moteči faktor, ne. Ne bodi ga treba, ampak jaz sem bil kar tak tečen, tako da sem se kar sukal tam okoli njega, smukal. Sicer tisti nisem razumel potem že, ko je bil že on malo starejši, ko so ga že punce zanima, mene takrat še niso, ne, kaj on z njimi dela, ne. V glavnem, ja, mama je bila nekaj cajta doma, še preden sem se jaz rodil, je bila steklarka v Hrastniku, tako da je šla tudi skozi to težko življenje, industrijsko, glažuta, ni glih najbolj lahk del, ne. Ja, ata je bil pa ujam od samega začetka. On je bil pa Kisočan. Kisočan. Dokler ga ni ujam fajn dobil, ne. Rekli smo, da je nekoga dobil, ne, če je bil poškodovan v jami. Jaz se to spomnim, ne. Sicer tega tukaj nisem pisal, ker sem meni drugi knjig, da je prišla ena soseda oziroma tudi prijateljica žene rudarja povedati, da je nesreča, ker smo slišali sireno, ne, in tista nesreča je bila, da je očeta dobil, mislim, da mu je takrat hrbtenico, nekaj vretencev je bilo zlomenih, kseč je bil prezavest, noga je bila tudi napostlačena, ne. En zelo znan Ranči Gaj, ki je bil takrat, ko so ga imeli tako, mislim, bil je mečken intelektualno malo manj sposoben, ampak je delal jam in on je potem tiste ručne, so rekli, ustavo, da atu ni naprej nogo mlel, pa prezavest je bil, da ga niso kot hromga ven iz jame, ampak še tako, da je lahko še pol delal, ampak v jam ne več, ne. Koliko pa je bil star, ki je prišel do? To zdaj ne vem, jaz sem bil 6 let star, on je bil pa verjeten, malo čez 30, ne, po mojem je bliž 40, ne. Pa 35 let, ne, mama mi kima tam, ne. Pol je pa on delal zunaj, ne, in to ni bilo včasih, dostikrat se sliši v superlativih, kako je bilo včasih kar poskrbljeno za te invalide, ni bilo, ne, kar pošiljali so ga sem pa kaj, tudi včasih domov, ampak glede na to, da je bil kar znan, da je imel kar tak tam pogled, pa tudi kar močno pes, ne, je pa kar nekako prelezel, no, da je dobil tisto, kar mu je pripadalo, sicer plačo, ne. Zato je šla pa mama na šiht, ne, v gostilno, jaz pa pred šolo se ne malo popestvati, tako naskrivaj za šank, včasih tudi kak podpis podpisati, ne. Ko sem ga jaz recimo prejšnji dan ponaredil, pa me je učiteljica dobila, se je tudi to zgodilo, ne. Ampak ja, tam bi bilo pa spet zanimivo, je pa to bife pri Knapu, Przepet, zdaj ni te gostilne več, hiša še kar stoji. In tisto je bilo pa spet zanimivo, ne. Verjetno je bilo pol materialno, malo boljše, čeprav meni tudi prej ni nič manjkalo, ne, tudi pol ne. Mi so bili pač ena tista srečnih družin, ko smo imeli teto, mamino sestro doma v Izoli, pa potem v Portorožu, in smo lahko šli na morje, ne. Seveda pa so pa tudi že bile te sindikalni turizem, prikolice, Novi Grad, smo pa spet uživali, ne. Takrat, če ni bilo baldahino, smo bili čisto skupaj potem, ker je bilo spet fajn, ne. Tako da smo se imeli kar fajn, niso se imeli pa tako vsi, ne. Niso takrat vsi na dopuste hodili, ne. Ampak mi smo, ne, meni se je to fajn zdaj, ne, in seveda sem pa še celo let govoril, kako je bilo fajn, pa kako igro dol iz morja prvo leko, da smo še pol mi se šli, ne. Je pa tako, ne, pri nam je bilo to zelo striktno, tako ko pišem tam pravila, tako ko smo se dogovorili, tako je bilo, ne. Ni bilo tu odstopanja, ne, dojensko jutr pa tako, ne. Pravila so mogla biti, ne. Res, da je bilo tudi zakon močnejšega, ne. Ampak se je vsak najde kakšnega šibkejšega, ne, da jim bo lahko komando.
V glavnem, lepa družina, lepo smo se imeli, fajn se mi je tudi to zdaj, da nisem na prvo žogo dobil vsako stvar, ne smuče, ne kolo. Takrat se ti najbrž ni, ne? Pa, ko pa vem, no, vse to drug niso imeli, ne? Ampak ko sem si šel prvo kolo kupiti, ne, jaz mislil, sem si ga sam kupil, pa mogoče 20%, ne, se mi je zdel, da sem zadev tombolo, ne. Takrat so bile tudi tombole, nekateri so celo avto zadeli, ne, kakšni naši prijatelji. Tako da ni bilo, ampak smo pa ti smeli potem rad. Jaz vem, ko sem si prve smučarske skakalne smuči kupil, jaz si jih cel poletje božil tam veš, ne, pa treniral na njih, kako bom ležal, ne. Vse sem pojel, ampak velikrat na glav, ko sem pojel sprobil. Pa te prve smučke uničil Dušan. Ti se pa zgodil, ne. Jaz sem jih pač kupil, Rangerke, super so bile, Lanuke, to so bile prve, tiste, ki so imele plastike, pa kante, ta prave. Jaz sem fasil zlatenco, to je pomenil pol leta brez telovadbe, mislim, to je bila groza, sam čez okno sem lahko gledal, Albertove piškote jedel, čez pol vitrgin bombona na dan, pa enega, pa vem, da je bolj tako teljetno, tako pustano meso bolj, ne, ni bilo glih svinine takrat. Pa in let dieto še zdravo, no, in takrat je bila tudi taka fajna zima in je šel brat z njim, ne. Pa so pa malo, špička je malo odletela, ampak je to ata zrihtal, to se vam povem, knapi so znali vse zrihtati, ne, ni bilo čist nov, ampak vse daj. Zdaj, če ostaneva še malo pri tvoji družini, v približno istem obdobju, se pravi, poleg te očetove nesreče, sta vas doletele še dve težki nesreči, ne? Se pravi, prva je bila z bratom povezana, druga pa z očetovo družino, no, to sem bila jaz zelo pretresena, ko sem brala, kaj se vam je zgodilo, no, ker se mi zdi, da se zelo malo o tem ve, no. Jaz bolj vem vse po pripovedovanju, ker jaz sem bil takrat res, tista železniška nesreča je bila 65 leta. Prav star si bil eno leto? Novembra, prav na tisti praznik, mislim, da je 29. november, Dan Republike je bil menda, SFRJ še. In ta od očeta oče, Štefan, pa njegov brat, Slavko, ki je imel tudi takrat dve hčerki, ena je doma ostala, ena je šla z njimi, so šli, ki so znali tudi klad. In to so bili takrat prazniki, takrat so se verjetno prvič, je bil že tak čas, da so lahko že prašiče, ne, okoli obrli. In so šli z vlakom in na Zidanem mostu se naredila ta huda železniška nesreča. In 9 jih je takrat umrli, Zagorjano 8, pa ena, ki je bila tukaj iz Srbije, se mi zdi, se je bila potem dol pokopana, tukaj so bili pa vsi na isti dan, se mi zdi, no. To glih ne vem, ampak vem pa, da je bil ata moj tist, ki je mogel tiste identificirati, te svoje sorodnike tudi, ne, ali je to Slavko, njegov brat, je to oče, a je to Irena, pa je pa Irena mene kar naprej mirkala, ko sem bil takrat star malo več kot 1 leto, je bila kar naprej pri meni, pa mislim, da je tudi tist večer pred tem, in na pokopališči so še vedno te 3 slike, ne, tako, to je bilo verjetno grozno, mene je mama rekla, potem, ko je prišel domov, ko sta že kot podnajemnika pri družini pri Perketovih, malce višji, gor od gostilne Texas, ali pa nad šolo, ki so ško zdajšnjo živeli, da ki je prišel domov, da se sam sesedel, ne, ker to je verjetno res čustveno bilo hudo, ne. Se malo zatem, se je pa potem ta huda prometna nesreča naredila, ne. Se tudi zdaj še vineni vozijo, ampak se mi zdi, da zdaj že tudi malo taksi pokličajo, pa tudi se zmenijo, 3 bo pil, 1 bo pa vozil, ne, malo menj in pač en pijan voznik mojega brata, pa še, mislim, da je eno dekle, prijateljca njegova, ki so se sankala, sta pod avto prišla, jih je vozil dosti delč, tako da je potem skoraj 2 let, po je moj brat preživel zaradi tega. Na sreč so ga poflikali, ne, z mnogimi operacijami, preživel v Valdoltri, najprej Ljubljana, pa v Valdoltri.
Kar je bilo pa, si zdaj razmišljam, neverjetno hudo za njega in za starše. Ni bilo denarja, država pa tukaj ni nikoli nič pomagala z socialnimi, ne, da bi avtobusno vozovnico za vlak. Ne. Tako da mogoče sta enkrat pa dvakrat na mesec izmenično ga lahko obiskala. To je pa tista. Kje je bil v bolnici? Kje? V Ljubljani najprej, tam tako čez šajbo, ne, ker verjetno zaradi infekcij, ne, takrat niso starši spali zdravo svojih otrok. V Valdoltri pa pač na rehabilitaciji, ker so ga pa v bistvu poštimali, je bil pa sam, ne, enkrat na mesec pa enkrat na 2 meseca, dvakrat na mesec koga srečo, ne, ni bilo. Tako, tukaj pa je tisto, ne, smo bili pa revni, ne, na nek način, ne, čeprav smo bili vsi tega tudi čutili nismo, ne. Prav, da to je kar hudoblo, ne. Tvoja stara mama, babica, je v enem kratkem časovnem obdobju izgubila svojega moža, svojega sina, vnukinjo in še en vnuku se je hudo poškodoval. Kako je to preživela? Ja, verjetno zelo hudo, ne. Je to vplivalo, si čutil, da je to vplivalo na družino, ne, ker ste bili le skupaj, ste živeli blizu, ne? Jaz sem že prej omenil, da sta bila že takrat naše 2 podnajemnika, lahko bi v hiši živela, ampak mojo mamo, Hrastničanko, niso v teh hiš žal nikoli sprejeli, tako ko je recimo moja mama mojo ženo sprejela, ne. Če sam ponazorim, ne, pride ti iz porodniške, pa te čaka cela žehta celega tedna v Ribnici. Moj brat se je pa rodil konec novembra, ne. 10 stopinj mogoče voda, ne. Pa potem to obesiš, potem ti pa drugi član te družine, recimo dedek, potem s palco, ki je z birglom hodil, potem z blatom to maže, pa moš povedal na novo, ne. Tako da ni bilo lahko in pri Jatovem sodelavcu, Jožetu Perketu, bi bila ena luknja, ne, na vrh, tudi skromna hiša, skromni ljudje, ki pa so ponudili, ne, da sta se lahko preselila in tam potem verjetno tudi mene naredila, ne, ker sem gor 5 let živel, potem smo šli pa v ta bajer, ne, ampak jaz sem se vračal v ta Perket, ne, po mojem skus, tudi svojo hčerko, že pojek sem imel, včasih smo še štamfali, ne, tako da se spomnim, sosed v Branko, tam sva šla, včasih po šoli, pa je bilo kar delč, ne, do peš, ne, se ponovadi smo kar smučali dal gor, je bilo kar kak kilometer in potem sva cel popoldne štamfala, da sva se enkrat pelala, ne, ker sva pa vse poštamfala, ne, od šole do Juvana, ne, to je skoraj do Marela. In potem pelala. Danes ne bi najbrž ne otroci. Ampak jaz pa to še kar delam, ne, če vidim, da je kjer za to, jaz kar dam smuče, pa poštamfam, ne. Sam kaj, ne, ki se pol noben noče pelati, ne. Ni pa je za nazaj nobenega, ne. Tako da sem pa jaz pa izmatran, ker jih vlečem pol, ne. Tako da. Si sam precej zgodaj ustvaril družino, ne? Se pravi, sicer v knjigah parkrat omenjaš, da je bilo to načrtovan, da to ni bilo to, da si prepozen izstopil z vlaka oziroma da bi mogel renkak dol, pa ni šel, ne? Ampak da sta si želela otroka, ne? Bil si rosno mlad, tudi za tiste razmere si bil. Jaz se celo spomnim, ne? Kje sva bila, tam, ki je zdaj K5, ne? Ta v Trbolah. V Trbolah sem bil takrat, mislim, kjer sem plavšat hodil, čeprav zdajle tuhtam, kako smo se zmenili, ne? Petk sta bila zmenjena, pa soboto mogoče, za naslednji teden. Zdaj jaz ne vem, če sem vmes kaj zbolel, telefona doma nismo imeli, ne? Verjetno sem vas bolan prišel kjer, ne? In jaz se spomnim, ne? In je rekla, ti veš kaj, jaz moram pa malo prekiniti, ne? Tisku ženske jemljete, ne? Kje do mene mande, ne? Ne hormone mande. In jo, svoj, super, ne? Ja, bo treba mirkati, malo nič ne bomo mirkali, to bomo mi naredili. In se je hitro pa delali, ne?
Tako da sem verjetno njemu kar dosti kvalitetna, ne, hecam. Potem mi je povedala, ne, da bomo imeli dojenčka, ne. In si bil star 18 let. Ja. Mama, kaj pa mama rekla? Ja, mama je pa peglala, ne. Je stala, jaz sem pa ponavadi tam na kišta, je pa na koti sedel in sva mi da klepetala, ne. Ker jaz sicer ne govorim rad, no, ampak se hecam. Ja. In sva govorila in sem čakal, ne, kdaj je prav trenutek, ampak jaz nikoli dolgo ne čakam in sem povedal, Mojco so pa že poznali, ne, sem jo že predstavil. In sem rekel, a veš, Mojca je pa noseča. A ja, se je usedla? Ja, pa so treba pa oženiti. Evo, tudi nič ni bilo treba se meniti za poroko, vse je bilo to zmejen tam, jaz sem šel trbole, pustil sem jih doma, manj, da sta se celo noč bolj širok spala. Midva sva pa utrjevala, Liljana je bila že noter, ne, tako da ne vem, kako so čas rekli, da je bilo treba podmazati, ne. Tudi smo še to delali, ne, merkali in je bilo pa kar srečno, ne. In potem je bil pa drug šok, ker jaz sem pa rad pri tisti stvar, ko jo naredim zdraven, ne. In sem pač omenil tam, mislim, da je bila ginekologinja Ulaga, in je Mojca rekla, da bi jaz šel rad zdraven. Takrat sem bil pa menda ta prvi, ne. Bili so že kakšni ti medicinci tako in jaz sem to mogel 2 meseca tečaja, to ni bil hec, ne. Tako da je bilo to vse in potem sem bil tam zraven pri porodu. Pri porodu si bil? Ja. Te niso uživljali tebe? Ne, od zjutraj, ja, to so mi pa rekli, ja, se bo imel s tabo več dela, ne. In po mojem se niti nisem zavedal čisto dobro, kam grem, ne. Je pa res, da sem bil pa tam v zelenih tistih čepicah, to maske, ne. In sem je tam doktor, tako da mi sobe do sobe hodil, ne. Ja, bomo vse zrihtali in sem pa zdravnika pripeljal, mislim, da je bil Jurca takrat dežuren. Ja, in je pol trajalo to do zvečer, ne. In potem se je vmes so me malo nafutrale, ne, ker se mi že po mojem malo smilo, ker je res od zjutraj do 8 trajal. Potem se je Liljana rodila in potem sem jaz rekel, jaz ne bom nobenega otroka več naredil, se je Mojca, da dotaknem več. Tako da smo 6 let pol čakali. Je ratu še en, se pravi, imaš 2 otroka zdaj. 2, ja, pa sina. 2 otroka in ja, ampak je tako 6 let, kukar med vama z bratom. Ja. Ja, to je taka dobra, ne. On te drug mora že malo mirkati pol na njega, ne. Majmo ga že odložiš, ne. In koliko so vama z Mojco prognozirali, da bo ta koliko časa skupaj? Ja, takrat so tako v 7 letih govorili, ne, ampak če bo pa 7 let, bo pa dober, ne. In zdaj sta že? 40. 40. Ja, 41 let drugače, ja, sam uradno, tako s prstanom pa 40, ne. Takrat smo se še poročali, ne. Je kar trpežna, ne, Mojca? Ja, po mojem kar, ne, mora kar dosti držati, ne. Ker sem tak malo nevodljiv, no. Čeprav, ne, bi nekaj grdega rekel, ampak ne bom, ne, ker tudi snemamo tole, se mi zdi, da včasih že skoraj mi raste še, ker zdaj že kuham tudi, ne. To boš pa v naslednji knjig opisal, ker v teli še nič ne kuhaš, v tej zadnji nič. Ne, nič ne, ne. Ne. Se malo sem že pozabil, kaj sem pisal, ampak ja, v glavnem je kar, no, mislim, kar zdrži, ne. Je pa res, ne, da so napovedovali, pa tudi vem, da tašča je že umrla lani, letos, je hitro teče čas, ne, je umrla, ampak nekaj časa sem bil v Trbovljah, tako da sem bil skoraj let Trboljčan in v enem kabinetu 2x3 metre in vem, ki so sosede hodile na kavo, ker mame so včasih kar kofetkale, no, doma. Zdaj se mi zdi, da bolj po gostilnah, ne. In vem, da je vedno rekla, koliko ste pa strti, ker verjetno nisem jih star zgledal, ne, je rekla 20, ne, 20, jaz sem 18, ne. Mislim,
pa me je brcala tam pod mizo. Pa ko me brca pod mizo, ne? In je ona, ker se je res del mal, ne, tiste 18, ne, in je malo me postarala, ne, jaz sem pa kar povedal, mojca velikrat reče, ma 19 si bo star, ja nisem bil, septembra, julija se rodila, sem bil še 18, ne. Ne moš biti stulec star, če še 2 meseca manjka, ne, pol dela intervju s tabo, ne. In tudi starata sem bil pri 43, pa če bi Liljana mečken pohtela, ne, pa Toni, sem tega še ni poznala, po mojem, ne, bi jaz bil že pri 36, ne. Bi bil že zdaj verjeten prav. Skor glih tukaj, da nismo benefikacijo, a? Ja, čeprav je tudi Lea že 15 let stara, nevarno blizu že, ne, vnukinja, ne. Mislim, bo, no, ni še 14, ne. No. Ja, tako da so napovedovali, ampak lej, je šlo skus. Vem pa, da ko smo šla prvič skupaj na morje, sva šotor kupila, ne, to je bilo, mislim, potem sem ga 30 let kasneje na Romanje vzel, jaz, Tomo Brezovar, pokojni, pa še eden, ste pred hnoma spat, ne, v Faruš, ne, si kaj v šotori in sem tistega šotor dal, dež je šel ko Marija, smo šli še v gostilno, pridem nazaj, je bilo poln vode noter, blazina pod voda, tako da sem pol v Faruši spal. No, ampak s tem šotora je zanimiva zgodba, ko pač nisem v knjig napisal. Mama je rekla, ne vem, kjer mi je rekla tašča, aha, 2 greta na morje, eden bo pa stal. Pa sem jaz tuhtu, majšen naivn, ne. Mojca ima pa 10 let maj sestro, vendenoša sestra, zdravo. Mojca se pa smijala, da ja, aha, se pomeni kane, ne, kdo bo stal, ne. Prav, v knjig zelo ljubeče opisuješ, no, to svojo družino, tako da ti res včasih kar malo zavidam, če ste se res tako fajn imeli, ali si zdaj idealiziral, pa tako mi je bilo zelo simpatičen, da se v bistvu vleče čez celo knjigo neka ta nitka, da si preletel hmam v gostilno, ki je bil star 6 let, pa še mogoče kaj več, pa se šel malo pocrklati po naročje zlest, ne, to moški zelo težko, tako se zdi malo mehkužen se sliši, ne, da se tam pocrkla pri mamic, ne, in stalno to omenjaš, to mamo, ne, in... Ja, mislim, to je zdaj tako, ne, mi imamo rad dotike, ne, naša družina, ne, se rad čohamo, ne. Jaz mamo, z bratom, seveda, pa se tudi zgarbala, ne, ker je rekel, danes pa ti začni. Pa je bo polna vrst, ne, pa ni, ne. Jaz sem pa zmaran znoro, ne, to je bilo, skus je bilo neki, ne. In daj drugič je pa on začel, ne. In potem sem bil jaz na vrst, ne, za tistih 10 minut, ne, pa preko nas pa ti. In spet on ni bil, ne, tako da je bilo prav zanimivo, ne, in zdaj vidim, ne, jaz še zdaj recaklam, jaz lahko zdržim, da me eden po hrti tudi 1 uro čoha, ne, ker Mojca ve, ne, ampak se raj stran obrne, ne, ampak vidim, da imam in hčerko takšno, ne, in vidim, da tudi vnukinja, ne, pa kar vse vnuke, tako da smo tako narejeni, ne, na dotike, ne, tako da jaz imam rad in očesni dotik, ne, in rad se dotikam, zato, ne, ko sem bil jaz recimo urednik na ETV in moram reči, sem imel kar nos za izbor tudi sodelok, ne, same lušne so k nam prihajale, ne, vse meni so vsi ljudje lušni, ne, ampak ženske še toliko bolj, ne, in sem se mogel zelo mirkati, ne, ker po mojem bi bil hitro obtožen kakšnega spolnega nadlegovanja, ne, ker zdaj so tisti časi, mi smo bili še navajeni, da smo takole naredili, ne, pa, imaš pa fajn frizuro danes, pa lušno zrihtana, ne, zdaj že skoraj tega ne smeš reči, ne, ker je res mogoče že to preveč, lahko pa rečem, kako je lepa smreka, ne, ali pa imaš fajnega psa, čeprav po mojem že zdaj pri živalih bomo mogli že mirkati, ne. Se časi tukaj spreminjajo, da imajo čas kar malo strah, ne, za sebe, ko se ima malo za prav človeka, ne. Se spomnim, sem prišla v službo tudi
v varnost, ne, in sem prišla zjutraj v službo, sem bila malo namargodena, pa je bilo ta prvo vprašanje, a danes po noči ni bilo pa nič, ne? Ja. Tako da Pa si drug tako, način je bil, ja, drug način. Ja. Ampak nekaj ti je šlo pa tvojemu očetu strašno na živce pri tebi, ne? Ja. Daj malo pokaž, no. Mi smo, če nismo bili zunaj, oziroma če je bil dež, nas je pregnal, ali pa tama, takrat se ura ni predstavljala, bila pozim kar malo tama, ne. Enač smo šli k nam v kuhno, največkrat pri nam v kuhno. Bil je oče, ne, sploh če imamo zjutraj šiht, ali pa ponoči imamo popolne čas za nas, pa sploh če je bila mama v gostilni, takrat smo imeli sploh cajt, ker nas ni nič nadzirala, ne. Ker če bilo treba kako posodo pomiti, pa se tiste nam je tudi naročila včas bratam, ampak je mama z ovinkam prišla, sva se midva že skoraj skregala, ne. Ker mislim, tukaj drla, da je spet nazaj gor prišla. No in mi smo se potem nadaljevali te igre, še sosedov in Branko, tam včasih tudi Vasjo prišel, obmojči te pač iz tega našega konca. In smo kartali, Marijanco se šli, najprej tako mehno, potem malo več fliper, palčkali, potem smo sami naredili kakšne fuzbalčke, ne. V glavnem šah tudi, ne. Tiste boj je sicer dolgočasen, ne. In jaz rad kar zmagam, ne. In seveda, treba skozi borba, ne. In potem malo žučki delajo, ne. In jaz sem bil take grimase, ne. Recimo, takole sem delal, zvučkam, pa. Ampak tole me prime, da bi še kar delal, ne. To. In seveda Ata videl o šnehu in jaz sem pol imel zmeraj zadnjo besedo. Cel se je, ne, cej, kako cej, mislim, sej se reče, ne. Tako da je včasih bil čist po penu, ne, tako da sem se raje malo umaknil. In potem je mene te razvade, tudi pol sem tako malo skrivaj delal, ne, ampak so videli, nisem smel pa igrati zdravo, ne. Takrat nisem smel, ko sem to delal. Me je potem en Zlatko v 3. razredi, verjetno me je mama rekla, da me lahko poštima in me je poštimo, ne. Takole, ta prdaš malo naprej, pa pak narediš gor po glavo, ne. Zdaj, če bi bilo to v šolo, po mojem bi bilo vse v mame v šoli, ne. Ker si v šoli si se tudi pačal tako, ne? Sam je posod, ne. Posod. Ker sem bil živčen verjeten, buf, je naredil gore na 2, 3 in opa, to pa ni mama, ne. In potem sem to nehal, seveda sem pa Ata še vedno jezil, ne. Jaz pa izgorjava, verjetno dislektik, leva, desna, to nimam pojma, gor, dol, to jaz se narobe rečem in narobe sem rekel tudi nahrbtnik, mi nismo rekli nahrbtnik, mi smo rekli rukzak, ampak jaz sem pa rekel rukzaks. In pa ni rukzaks, rukzak je, pa tist, cejo se je, ne, pa. Tako da je pa res, ne, mame so mame se lahko govorile, pa si nazaj odgovarjali, ne. Ki pa Ata pogledal s tistem učkom črnem, ne, sem pa vedel, ne, zdaj pa bolj, da sem tiho. Konč štosa. Ja, bilo pa konc heca, ne. No, v knjigi zelo podrobno opisuješ te razne igrice, ki ste se šli med dvema ognjema, pa zemljokrast, pa gumitvist, ne, gumitvist, sem se prav smejala, ne, da ste, kako ste zbirali elastiko iz gat. Ja, ni bilo, ne, ni bilo. Gnarja ni bilo, da bi šli v trgovino kupovati, ne. Zdaj, mi smo kjer čuk hodili, če smo že, so bili tako fajne kozarce, ki so imeli noter bombone, ne. Sem le en pa 2 bombona vzel, ne. Ali pa tisti gringo smo takrat imeli, a veš, kaj je to, ne. Nisem poznala, sem prebrala, sem je zdaj, se me nekaj, ja. Ko daš v steklenico, pa pol zapit, nismo pa to, nismo imeli pa take rdeče, vijoličaste, odvisni, ne, kako okus je bil grefruit, je bila malina, je bila borovnica. Ja, in seveda, če si šel v trgovino tudi z dobrim namenom, da boš kupil elastiko, je pol nisi, ne, si bombon kupil, ali pa lučko, ki so že vam prišli, ne. Pa ena čarobne žogice so bile tudi, en je bil celo, enega smo že pokojni, smo ga tudi celo žogica klicali, pol žogca, ne. Verjetno je zato, ker jih imamo tukaj veliko, to so bile tiste mehne žogce, ki so skakale, ne, da si jih potem. Ja, taka gumijasta.
No in te elastike, ja, gate, ne. Zdaj tudi niso, ne. Včasih pa bile, ne, so bile elastike noter in si tist mal iz pižam ven, pa iz gat, pa bolj dol spodal, vse ne bo prišlo hitro na vrsta, ne. Preden bojo videli, bojo pa že pozabili, ne. Kdaj se je tudi to naredilo. To ste se zmeli na dvorišču, da mora vsak prinesti tuk pa tuk. Saj smo se tudi za skiro, ne, kjer je bo ukradel, ne, ker je nismo zmanjali iz naseljem, niso dali kar tako, ne. Ker skira je kar dosti navarna, ne. Mi smo bili pa verjetno pa še bolj navarni z njo, ne, ker gor na drevesi, ne, v to delati, tako je bilo treba deske nakraditi, ne. Sej nismo sposobili smo si, ne. Žeblje, ceke, pa potem špago, tistih ni bilo, ne, srbot, ne, ki se je posušil, je bilo tudi fajn, ker tudi ne je na hrt zleto. Tako da je bilo kar zanimivo, ne, smo se kar znajdili. Enkrat je eden nekaj prinesel, enkrat drug, včasih smo na tleh najdeli kak cigaret, ki še ni bil čist pokajen, pa smo tudi malo probali kakega, ne. Namesto gumija smo imeli včasih tudi katran. Mende je fajn za zobe, imaš take bele poje. Ni pa sladk, no, to vam pa lahko povem, ampak je pa kar fajn, no. Ko se takole od garažo sediš, pa takole za robam, doj malo teče verjetno od sonca, ti spoješ, pa je kar v redu, ne. Bi se nismo pojedli, no, ampak Čikal. Ja. Tako je bilo, no, zanimivo. Zdaj ta Gumitvist, no. tvoj, gumitvist, ja, to mi je bilo štosno. Ne vem, si kar predstavljam, kako je bila mama vesela. V Mercatorju, no. Ki je bila mama vesela, kako je pol, pa po mojem ki je odprla tiste, hotela pižamo dati, pa ni bilo. Se to je včasih, če kak meter manjko, ne. Ene gate, ne. Pa je šlo, ne. Smo pa to mi, ta elastika, ne, to je bilo večnamenska, ne. Zdaj tista, tako je bila za gumitvist, tiste notar, mislim, da jih je 5, ti smo je pa mi za fračke, ne, pa za ptiče, ne, groza, ne, ampak tako je, ne, tudi to je res, ne, da smo ptiče streljali, ne, dokler ni kjer dol padel, pa smo pa pogreb organizirali in smo pa videli, kaj smo naredili, ne, in pol nismo več, ne, saj jaz ne. Prav, lovili ste pa tudi žabe. Ja, ti so pa zdaj brala pred kratkem, da je bila so nek halo naredili, ki so najdli te trupe v žab, ne, in ki je očitno nekdo krake samo uporabil, ne. To je bilo včasih pa normalno, ne, da ste, ker uporabni so bili samo kraki, drug del pa ne najbrž, ne. Res, da je bilo treba pa še holohopke dol dati, ne, in pa je bilo to kar zanimivo, ko so to oprali, umili, pa posolili. Lahko bila živa še, kar je to še kar dela, ne. Ja, tisti je bilo kar tako, ja, tako je bilo, ne. Včasih so bile tudi dve, ena na vrh drugo, ne. Verjetno so otroke delali, ne, ampak ata je meni rekel, da tisti, ki smo skakali, ne, in čez drugega, ne. Vse jaz mislil, da je tudi one dve, pa jih njih takrat ujel jih, ne. Jaz sem mu pa tako se verjel, ne. Kar je rekel. Tudi ta kurjene kresa mi je bil zanimiv, ne. Ja. Če zdaj primerjam, ne, zdaj, ali pa, ne vem, zdaj ne smeš na dvorišči več enega dračja zažgat, ne, kaj ste takrat počeli? Gume? Naš grič je bil nad tem našim barakam zelo tak mehen, mi smo otroci bolj pomagali, vem, da smo Kaznarega Tomaža ni več, že ponovadi tam konec marca, že sred marca ga prosili, da nam je šel v hosto nabrenkat, to se pa obsekati smreke, splezel na drevo, obsekal, da smo malo tiste veje mi nosili cel mesec, da se je to veliko nabrali. Zdaj pa smrekove veje, pa tist drače, to zgori 1, 2, 3. In sosedu Drago Gošte je na Rudniki vozil gume, mislim, tovornjake vozil, no. In je bilo nekaj teh gum in smo tiste gume pol gor na grič speljali, včasih tudi kakšna goreča dol se skotalila za barake, ampak zjutraj, če nismo šli na pleše, smo pa tam krompir pekli, ne. Tako da ne vem, smo bili črni od gum ali od krompirja. Tako da, pa tudi na njivih tam, ne, recimo tam, ki je Fajfarjeva zdaj hiša, tam je bila taka njiva,
Pa pepil smo si kaj nosili, verjetno vsi, ne, tudi kakšna konzerva se je tam najdla, ne, vse do kakšne ekologije verjetno ni bilo, ampak lej, vse smo kar, no, še. Po mojem smo zdaj bolj strupeni živimo, ne, ker več se ga tizga pojemo, ne, enih ejo, ne. A ste pol tudi stražili tle v našem konci, so fante pol stražili, ne, da ni kdo zažgal kresa, da... Zdaj mi smo imeli pa srečo, ne, mi smo imeli pa srečo ta kurežoga, Fela smo mu rekli, ne, žal je lani, se mi zdi, da je preminul, in v tem našem koncu tudi vojne smo se šli, ne, in ko je srečo prišel, ne, to je vse zbežali, ne, smo imeli zmeraj mi kakšnega, da je bil, ni bil, ampak upal se je, ne. In pa so vedeli, da je tukaj bolj, da ne, tako da nam ga niso nakoj zažgali, ne. Sem pa slišal jaz, da so, tako da pa nam ni bilo nič strašno. Je pa bilo, ne, da smo pa mi otroci kako suho travo, to vem, da se je nam enkrat glih z vase tam naredili in se je pa to užgali dol čez proti barakam in seveda nismo gasili, ne, pobegli smo, ne. Pa je srečo to videl in je pa on malo za ušesa, pa smo pa to poštimali, ne, da se je pogasili, ne. Tako da kar navadni smo živeli, no. Verjetno smo bili kar navadni in za sebe in za druge, ne. Ampak smo preživeli, no. Tako da je bilo kar lušno. Nisi bil stalno na urgencah, si imel? Ne. Obdobje, mislim, jaz vem, ko so moji otroci odraščali, smo bili non-stop na kirurgiji, pa ko so se neke šivi delali, pa ene roke ravnali, pa nosovi, pa... Sem se porezal, ali pa sem si tudi roko zlomil. No, sem ukvarjal si se pa recimo s skoki, ko si se 2 tedna pred poroko zložil tam čist, ne? Mislim, ko sem z mojco začela hoditi, je bil že takrat malo konec zime, ne, in nisem mogel jaz pokazati, kako sem jaz dober, ne, skakalec. In potem sem šel enkrat pokazati, ne, 2 tedna pred poroko, 26. februarja je bilo menda, ne, tisto pa 2 tedna prej. In sem šel, ne, in sem skočil in mislim, da smo takrat mi kar dosti dobro trenirali prej. Sem bil kar fajn prepravljen in sem bil prezgoden, ker ni fajn, če si prezgoden, če si zamdiš, pač malo podrsaš, če si pa prezgoden, je pa ponovadi salta, ne, in to je bilo pri meni, ne, tako da sem se takrat malo poškodoval, malo nezavesten bil, za ene 5 sekund, mogoče malo več, tako da ni bilo nič. To je bilo konc tvoje smučarske kariere. V bistvu skakalnem smučam konc, ampak tiste sem pol kar hitro dal, mislim, da Vinko Kovačo je prišel po njih in pol je bil pa naslednjič, naslednjo leto je bila pa še ena menjša skakalnica v Frgavah, ki je zdaj ni več, Vic je še da je bila, naravno narejena, sem šel pa z alpskimi smučmi, pa klipsni, mojc pokazati, da pa ipak znam, ne, sem pa pozabil, da imam alpske smuče gor, ki sem se odrinil, sem šel pa spet na glavo, ker tam pa nagrejo smučke s tabo, ne, se te pokoj zasuknejo, ne, ker pri unih so šponari. Tako da, sem pa nehal za po mojem 30 let, sem ji pa še enkrat pokazal, tisto pa verjetno na srečo me ni videla v Kranjski gor, tam ob robu so imeli tiste akrobatske in sem šel tam, mislim, da je bilo to za 8. februarja in kulturni praznik je bil in pust je bil. Tako da, ko sem tisti večer sliko pošiljal naokoli iz Jeseniške bolnice, so mislili, da sem jaz v masko zrihtan. In nimam več tiste slike, ne, ker sem bil pa grozen. Ampak lej, čez 3 dni, vem, da takrat je bila prva športna oddaja, ko jo nisem odvodil. Naslednjo sem pa že, čeprav sem imel to, je rekel kirurg, to se spomnim, ker sem njemu vse raztrgal in je rekel, če va tole kešivati? Sem rekel, a vi bi? Prse, pa je rekel, ne, pa puste, pa je bilo. Sam pa je bilo malo tako, ne. Sem mislil, da bom jemo pa, da mi bo dešt na ta padel, no, pa mi ne. Tako da se je kar. Sem že pa mislil, da bom mogel limati, ne. Ampak se je kar zrihtal, no. Tako. No, se mi pa zdi, da je tukaj le malo postran, sva se pa enkrat z Vaso tam, se verjetno Vaso ne ve, se je tukaj, tudi tega nisem napisal knjig, ampak gor na skakavnik je bilo, rad smo metali peske o gole noge, ne?
In to kar zapeče, ne, takole, ko ga vržeš, ne, peska. In ga je razjezili, ne, takole proti meni skočil in me po nesreč, me izramaj kako zadev, tako da sem kar ene 2 let takole pritiskal, pa je bilo 5 minut, pa je kao dober, ampak je ostal. Tako da ta kirurg je vprašal, a če pa tole zrihtati kaj, ker snemo tudi takrat nos maj poškodovan, se rekel, pust, sem se že navadil, ne. Tako da Vasja, hvala, to je ena taka lepotna. Grški stil. Ja, tako je, ja. Tako da nisem glih za te ekstremne športe, jaz, ne. Malo tudi v teh ekstremnih športih pišem, ne. Ja, jaz sem si predstavljala, da bo šla malo po abeced, po teli knjig, ampak nam je to malo šlo se pravi, zdaj v bistvu res začneš knjigo res obdeluješ po abecedi, ampak dober, logična črka A, ne, bi rekla, atletika, ker imam si jo povezal potem s tekom, potem B, tudi borilni športi. Predvsej ti pa športa zmanjka, ne, in se kar tam mene copate nek najdu, ne. Ja, ker copati so pa tudi pomembni v športu, da brez njih se ne da, ne. In če recimo, ne, bi je težko kak šport najditi, ne, ti si najdu čufutanje, čufutanje. Ker to pa jaz skoraj najraje delam, ne. Jaz, ko grem v toplice, pa sem velikrat, jaz ne vem, če 2 metra preplavam, ne. To tam slonim, pa gledam tam ljudi, pojejo tudi velike, včasih so malo starejši, zdaj sem že tudi jaz. Na morju pa plavam, ne. Morska voda, tam pa plavam, ampak predvsem pa gledam, ne. Ne tukaj, moški me tukaj ne zanimajo, ampak gledam res ženske in mislim, moram povedati, no. Jaz to ne razumem, ne. Mi smo šli v gostilno ali pa smo šli na bazen, zakaj? Vsaj moja generacija, smo punce gledali, ne? Zdaj pa vidim, grejo v gostilno, tam se sprehajajo po plaž, take res lušne punce, ne? Pa se takole pogovarjajo. Jaz to ne razumem, ne? Tako da res so drugi časi, ne? Tako da, ja, to je to, ampak tisti pri copatih je pa res, ne? Ker copati so tudi klipsni, ne? In jaz, ko zdaj pomišljam, kakve budale smo bili, ne morem drugega reči, ne, ko bi lahko Ato rukzak vzel, ne, si dal te klipsne gor, ampak se tudi obuto vprašanje, če se ne mogli fajna za posnegi, pa za ohrib, ampak ski bucki takrat še ni bilo, ampak bi nekaj že bilo, kakve gojzare bi že najdel, kakve leže in šel na Marelo, 3 kilometre po mojem mi mjuvana gor po teh ovinkih, ampak mi norci smo šli kar v klipsnih gor, ne, trdih klipsnih, ne, 3 kilometre gor, ne, tako da, kjer to ni probal, ne, mora biti res, je res to podvig, ne. Po nazaj smo se pa tako pelali, ne, in potem še cel teden popravljali smuče, ne, ker smo se pelali tudi po pesku, ne, pa smo take palčke dobili, pa malo ognja, pa smo to vse zrihtali, ne. Če bi izbral, če bi te vprašal, kateri šport je tisto, ko te najbolj, recimo, te najbolj zaznamuje ali pa ti je najbolj všečno? Tako, tiste, ki se recimo, verjetno je razlika, tiste, kar se ti ukvarja z njimi, pa tiste, ko red gledaš ali pa o njih poročaš, ne? Najraje sem gledal vedno, pa tudi sam smučarske skoke, ne. Vem, da sem imel, ker 20 let nazaj sem vse pisal, pa včasih je bilo še tako, da jih je skakali v 80, pa tudi v drugi seriji v 80, ne, pa vmes so prekinili, tako da, ko sem pisal, to je bilo res cel zvezek, ne, pa ti sem res pa je stran vrgel, tako da sem vse te skakalce imel, atletiko, to nisem nič zamudil, ne, ki je bilo, tako da, verjeten mi je tako atletika kot šport, tek, to še najbolj, čeprav sem tam hitro spoznal, ne, da ne moram biti olimpijski prvak. Ko sem Karl Lewisa videl, kako je to hitro prelaufal, je pa skočil tam čez 2 naše kuhne, ne. Sem jaz enkrat probal, ne, ampak pol kuhne, ne gre to, ne, tako da vsaka jim čas, ne, tako ko vidiš pol, kako so te vrhunski športniki dober, ampak ko vsi mi smo pa to gledali te športe, ne, po televiziji, mi smo mislili, da smo najmanj tako dober, ne, kakor je Miro Cerar, tako da smo se tudi gimnastiko šli, ne.
vse te športe smo se šli v upanju, da bomo enkrat na olimpijskih igrah. Ne. Zdaj, meni ni uspel, Rogliču pa je, ne, iz našega konca, pa še celo olimpijski prvak. Delal si prvi intervju z njim, ne, ki je bil skakalc, ne, si bil med prvimi, ne? Mislim, da sta zatam prišla enkrat še za Zasavca, sem delal take kratke zgodbe od skakalcev, ki je bil takrat star po mojem 10 let. Potem pa na televiziji ETV ene 5 intervjuje z njim, pa poj še za reporterja, poj kasneje. Tudi takrat, ko so ga vsi pozabili, recimo, ne. In si verjetno to zapomnil, ne, ker on je po tisti kriz, ki je padel Planic, ki je bil obetavajoč skakalc, tudi svetovni prvak mladinski, s tem Hrgotom, ne, v ekipni, pa Mežnarjem, pa Tepešem, je obetal, pa je pa Planic padel, pa so kar malo slutili, da bo padel, ker je zelo, mislim, stukat, bujški jaz, ampak zelo tako, izkakal ko jaz, ne, z glavo naprej, preveč agresiven. Jaz sem tudi mislil, da moram, ker jaz ne možem takrat na razen smuča, ne, pa ne zato, ker bi mislil, da je to fajn, ne, ampak nisem znal drugače, ne, in sem velikrat pozabil tudi skupaj dati, tako da sem velikrat kar padel, kar s celim telesom doj in ne bolel. Tako da vem, da je Ata včasih rekel, da tam ulice še enkrat ubol, na skakalnic. In po mojem je res kar boljš, da me nisi s kakaj večje vstil, ker verjetno bi bilo kar. No in takrat so Rogliča kar malo pozabili, ampak pa se pa kolesarstvo najde, no. In je pa kar prišel, no, zdaj ga pa težko dobiti, ne. A so te posnetki ta prvi so se ohranili, ki je bil še smučar, so še v arhivih? Ja, v teh vdajih, ker vem, ker potem pred 2-3 letam Eurosport, pa še nizozemska televizija so delali reportažo in sem jaz sebe zagledal tam, ki so od ETV. Jaz sem že takrat stran šel od ETV, ampak so dovolili to objavo in sem bil jaz, pa Roglič, tako, pa tako nekaj šlo, ne. Je pa res, on ni bil nikoli glih zelo zgovoren, ne, v studio. Ampak jaz nimam ponovati tako to prakso, da je bil vedno Zvone Pograjec, trener, pa otrok, ne, ker otroci tako včasih ne govorijo veliko, ne. Niso si naštimani tako jaz, ne. Z mano je malo lažji, ne. Že še malo preveč povem, ne pa je kregajo doma. Ja, se te tam tako vsake tokrat malo bolj oštro pogleda. Ja. Kaj čmo, ne. Zdaj laufaš, ne, se pravi, še vedno prakticiraš tek, ne, glih ene 2 dni nazaj mi je eden rekel, ki je dežval, tam le en norc je od Izlak do Kisovca laufa, pa mislim, da ste mislil tebe, no, ali pa obratno, no, iz Kisovca na Izlake, no. Še vsak dan? Ne, vsak dan ne, ker zdaj sem že tako majster, ne. Jaz bi, ampak imajo me koleni, mislim, vsem je že malo lajha, ne. Sam kar grem, no, ker jaz se mi zdi, da bi kar malo umrl, čeprav mi enkrat Janez Vidmar rekel, ki je nehal na Jago hoditi, kako pa to, ki ste prej tukaj hodili na Jago, je rekel, pride. In res pride. Jaz zdaj vem, da ta velikega fuzbala ne morem več igrati. Čeprav, no, če bi me zdaj kje povabil, bi verjetno šel, ampak ne, se ne bi šel, ker sem se pol leta saniral, ko smo imeli obletnico kluba, mislim, da 90 let, lani avgusta, kolen, križ, pol leta, da sem prišel malo k sebi, da lahko več kot 10 km laufam. Tako da, pri laufanju pa v bistvu izkuseni isto delaš, ne, razen malo moraš mirkati. Jaz sem zelo velikrat laufal tam okoli Rogliča in tam sta se tudi srečala, takrat, ki je bil tisti kriz, sva se velikrat pogovarjala in tam so pol tudi korenine, pa je malo pozornost pade in se gleže okoli zasuče, tako da sem, ampak sem jaz mogel pol še zmoram do doma predlaufati tistih 5 km, se to se da, pol se pa zoteče, ne. Ampak jaz nisem okoli še, po mojem sem imel vsako nogo najmanj 25krat zvito, tako okoli, tale rama mi je sigurno 30krat vam padla, koleni, tako. Ampak jaz nisem šel nikoli, samo enkrat za ramo sem šel k doktorju, ker je to pa strašansko boli, ne, to pa verjamem, da to me najhujš bolečina. Gležnji pa tako, če greš po gips, si pol 2 tedna, 3 tedne v gipsu, ali pa v tistem longeti, pa rabiš 2 meseca, da shodiš v vrnk, ne. Jaz pa nisem šel, sem pa ponovadi že po 3 dneh lahko že spet na fuzbal šel, ne. Ampak potem sem pa tisto bolano mirko, sem si pa ono zval, ne. Tako da to se skozi dogaja, to se skozi dogaja, ne. Pa
Ampak se nismo dali. Sam ta tekst si nam rekla skoristil ali uporabil tudi za humanitarne namene. Ne? To pa je tudi ena tvoja stran, ko jo tudi kar poznamo, ne? Že kar znano, da za koga to, na kak način to sploh pride do tega. Zakaj kako ljudje darujejo ali kako zbereš ta denar, no? Kako tam, da en laufa tam okrog po nekem igrišču, zakaj bi mu dal za to denar, no? Kako jih motiviraš, da te... Nekaj časa smo imeli tako, ne? Da tiskaj prišel je pač na igrišče, da stopiš, moš čez eno vrate jet, ne? In je bila tam prostovoljka iz DPM-ja, ker jaz z denarjem v bistvu nimam nič, ne? Dobar. Zdaj, ko imamo tudi pri sladolederjih, pri nekaterih gostilnah škatle nastavljene, potem tam odpremo, preštejemo, objavimo na Facebook, nesem DPM, pa potem oni še enkrat preštejejo tiste ficke, ne? Pa potem na banko naloženi to za ta namen, cel let, ne vem, tam 5, včasih 10 € zbere. Na samem teku je pa tako, ne? Ljudje pridejo, darujejo, nekaj cajta smo imeli tako 5 €, pa smo kar pstil, ne? Če kjer da, velikrat pa zdaj, kjer ne fehtamo razne dobitke in nekaj cajta smo imeli tako, da je srečko potegnil, ampak to je uradno, sploh ne sme biti, ne? Mora biti spet prijavljen, ampak zdaj smo pa tako naredili nad srečke, 5 € daš, pa vzameš kar češ, kar ti paše tam. Po so pa knjige, ko pa vem, bon za kepco, bon za plavanje, ne? In pol ljudje to vzamejo in se tam nabere. Nekateri pa tako radi dajo, ne? Tudi najboljšnje, mi hodimo tudi po šolah, pa predavamo, pa dete, cel let, dete zbrati kak evrček, ne? Ampak po reče učiteljice, ne? Ker je meni to zdaj groza, ne? Jaz ne smemo zdaj to otrokam reči, ne? Pa si mislim, pa kaj ne smete reči, ne? Zdaj tem reči, zdaj pa šparil denga sladoleda, pa boš pol na tist, drug let bo 8. septembra, mislim letos bo, ne, drug let. Pa dej kaj v škatlico, 1 €, ne? Letos bomo pač laufali za osebe z multipno sklerozo, ne? To bo 12 ur, drug let bo pa verjetno 13, ta zadnjič, po mojem, ne vem, čeprav sem že velika to rekel, bi pa želel, da pa še če bom te zadnjič, pa bomo imeli glih varstveno delovni center, to so pa samo moji prijatelji tam, dolg že hodnih njim, bo ime pa mislim, da 40 let, če se ne motim, bo pa za njih, ne. Ne vem, se bo mogoče 5 € zbrali in ko grejo oni vsak let na letovanje in bo pa mogoče tistih 50, ko bo šlo 100 € meni zaplačati, ne, ker nekaj morajo sami dati, ne. In jim tako malo pomagaš, no, da ne gledamo pa več to, ali je revež, ali ni. Jaz pravim, vsak, ker je invalid, pa ima kako bolezensko stanje, je že tako in tako malo hendikepiran, ne. In zdaj, če ima mogoče jurja na mesec, ne, 1 pa 500, ne gledamo to, no. Vsi, vse pa je društvo sam razdeli tisti denar. Najbolj ve, ne, kdo ga rabi, ne. Je pa res to težko, ne, poti počas, ki reče, za mene pa noš laufu, ne. Za vse se ne da. Tako da je zdaj največkrat kar za društvo, pa pol društvo sam naredi, ne. Lani so bili onkologi in so same šle na, mislim, da so šle v toplice za 3 dni. Pa so se imeli 3 dni fajn, ne. Jaz sem se imel pa tudi tistih 11 ur fajn, ki sem laufu. Verjetno si se imel malo manj fajn, ko si laufu. Koliko je bilo najdlje, recimo, ne vem, jaz niti ne vem, ali se to v kilometrih merali v času ali v... Od začetka smo rekli, da bomo 100 kilometrov, pa je to 100 kilometrov. Koliko je to 100 kilometrov? V kakšnem času? Zdaj ne znam začunati. Koliko krogov je to? 400 metrov so? 250 krogov, ne? In od začetka je bilo to tako. Mojca je stala tam pred tablo, pa kroge, mislim ne kroge, številke, in to ti povem, to je pa res grozen, ne? Ko sem bil jaz že čist heblan, ne, pa pogledaš, kaj je 650 krogov, ne. Tako da zdaj imamo pa kar na uro. Ti povem, zdaj pa nisem nič zmatran. Tistih 12 ur bom letos počrtal bojo, ne, pa tudi če to ni treba, tudi če ne je nič narisan, a ja, imam sam še 11 ur, ne. To je pa leži, ne. Se pravi... Psihološko je malo težko, no. Se pravi, kaj, to se daš na avtopilota in pol...
Jaz ne Laufaš 12 ur, recimo 12 ur skupaj to laufaš. Ja, no, vmes greš nulat, recimo, pa pojesti nekaj. Ja, moš, ne. Se kar na 1 uro stavljam, da na hitar malo, dolg se pa ne smeš, ker se ti pol ne da, ne. Ker je težko se pol v pogon spraviti. Pa malo sem že star, ne, težko zalaufa stara mašina. In pol to je in psihološko. Jaz čez cel let ne grem nič na atletsko. Grem ene 3-4 kroge, pa se mi zdi to brez veze. Pa so mi pol strokovnjaki za tek rekli, kaj boš pol ti tam 50 krogov, pa 100 krogov, pa 200, ker di si psihično pripravljen. Jaz sem si mislil, jaz bom šel enkrat na let, takrat bom malo trpel, bom pa tako pozabil do naslednjega leta. Če bom pa jaz to vsak dan treniral tam na krogih, se mi bojo pa zagravžali, ne. Ko se mi pa ne. To je ena taka čudna filozofija. Zanimiva filozofija, ja. Ja. Pol nohti vstanejo gor po takem podvigu, no? Ja, zdaj mi že kar ostanejo. Od začetka je šlo pa tudi po 8 dol, ker sem imel ta pravo obuto številko, ne. Tako, ko je drugače nosim, ne. Recimo 42, ne. Potem mi pa eden rekel, ne. Ja, veš, noga ti zaoteče že eno številko, moraš imeti eno številko večjo, ne. In pol, zdaj imam pa 43, ne. In res, da sem se od začetka, sem kar nucal na 200 kilometrov, ne, na tistem teki, tako, ker sem se malo spotikal, ne, ker jaz bolj noge po tleh vlačem, pa teh maratonih je bolj tako, ne greš zelo tako na hojladri. In sem se spotikal, ampak zdaj sem se pa navadil, ne, tako da, in zdaj pa ne trpijo tok nohti, ne. Gre pa še, mene 2 greta doj, pa jaz to iglo, da gre tista kri ven, ne, če se lahko nogo, če lahko nogo gordam, ker takrat se krčič začnejo, ne. Tako da je kar problem, ker če pa ne naredim tega, ne, potem pa dolg boli, ne, pa se pa tista kri strdi in ne boš, da gre ven, ne. Se tuk boli, da nič ne boli, ko daš iglo not. In to je ta najmanj problem, nohti so ta najmanj problem so krči, ne. Tist pa zdaj, no, lani je prišla Tadeja Brankovič, ki je bila tudi pokroviteljica častna. In pol, če govoriš, pa malo hitreje greš in me je zagrabil, ne. In me je pol grabil 2 ure, ne. Tist pa pol ne veš, kako nogo postaviš, ne. Moš vsak korak pol pretuhtati, pa ne smeš govoriti, ne. To je pa problem, ne. Čeprav zdaj že znam tudi kjeram reči, da prosim 5 maj naprej, no, se ne morem, res ne morem govoriti, ne. Ker, pa prav, boš sam poslušal, ne, vse ti ni treba govoriti, tudi poslušati ne moš, ne. Ne, ker jaz nisem pripravljen glih. Jaz sem čisti amater, ne. Jaz grem, ne, pa če bo, da. Vse sem se tudi želel tako, če bo, ne. Pa manj, da sem tudi otroke tako delal, če bo, ne. Se pravi, tvoj doktor najbrž se križa, ko prideš. Se ne grem veliko, čeprav jaz po mojem. Imam kar fajno, Sajevičeva, ampak so neki najde, tako da zdaj maj večkrat grem dol, kri ni najboljša, zaenkrat, če ne jemljem tablete, tudi s pritiskam imam jaz po mojem skus imajo že probleme, sploh pa dol, ne, zihar 20 več, ne. Tudi groza, ne, pa se sploh ne bojim zdravnikov, ampak očitno se, ne. Tako da verjetno bo, ne, da tudi s tem laufanjem nič ne naredim dost, ne. Seveda, rad tudi jem, ne, vse, ker laufam, pa si mislim, da lahko vse pojem, ne. Od čokolade, čipsa pa tako naprej, same tiste ta fajne stvari, ne, za holesterol, sladkorno, pa še druge stvari. Tako da zdaj sem se spet malo roko vzel in če bo pa rekla, da bom pa mogel zdravila, bom pa zdravila jemal, ne. Nikaj. Staramo se, ne. Mojca tamle nekaj signalizira, pa na uro kaže, zdaj ne vem, ima to kak pomen? A ja? Sprazniti. Ima to kak pomen? Ja, da moram nehati. Ne vem. Ne, jaz mislila sem, da pa še vprašati glede borilnih športov. Ja, To, ker imaš v hiš 2, ko te lahko tepeta, ne? Mislim, groza je to. Enkrat sem se, ki je prišla
ko ne vem, po mojem, Lijana, ne vem, če je imela armen pas, pa mi je malo pokazala, pa to ti pred roko zlom, ne. To je groza, no pa se... A sam si se ukvarjal tudi, si se sam ukvarjal kdaj s tem? Ja, smo se fajn garbali, ne. Kickboxingom. Tako, mi smo imeli te ulične pretepe, ne, ko smo šli iz kino, recimo mi, če smo gledali Bruslija, Vasja to ve, ne, mi smo mogli to pa izprobati, ne. Seveda na tistih, ne. Ja, takrat vas še niso snemali pa dali pol na TikTok pa... Ne, pa se, mislim, da pa cela Slovenija govorila o tem, ne? Čeprav jaz vem, da sem največkrat sebe, jaz sem se samo poškodoval velikrat, smo tiste nunčake delali, ne, to je tist, ki sam narediš dve palčke, kjetno vmes, ne, to je Bruce Lee delo in jaz sem sigurno faso po glav, ne, ker to je treba kar znati, ampak to je bilo fantastično, ne. Pa malo si pokazal, ne, tako, seveda smo si v lase skočili, jaz mislim, da to ni nič narobe, ne, narobe pa je, ne, ko pojel tam okoli, mislim, nas so malo narazen dali, ne, ko so videli, da je to zares, narazen, ne. Zdaj pa to, pa da bi kjerga jaz brcel kdaj na tleh, mislim, pa to ti na pamet ne pade, ne. Ampak smo pa si skočili, ne, pa tudi ne glih, da bi ga s pestjo po obrazu, ne. Ampak, ne vem, ponovati so se ubijala, ne, pa kjer je prej na tle padel, pa zgodnja ne bil, a se odaš, ne, udam se, ne. Ni bilo treba toč, ne, ampak je mogel reči, udam se, ne. Tudi z bratom sem imela, midva čisto eno posebno rokoborbo, ne, nogoborbo, ne, to je bilo tudi, ne, bilo fantastično, ne, tako da, prej sem že omenil, kako hudo jezo, ne, enkrat je bil hladilnik naš kar malo poškodovan, nekaj me je razjezil, zdaj sem pozabil koga, vem pa, da sem iz kište vzel eno poleno in vrgel, ne, in se je omaknil. Luknja je pa bila na hladilnikih, ne, in seveda je mama potem sprašvala, ne, se ni predsporajala, mislim, da smo pol eno nalepko gor dali, ne, tako da teh stvari je bilo, ne, tudi z Vasjo tam sva se zikar kdaj izklofala, ne, ampak mi smo bili pol, mogoče ne čez 1 uro, ampak čez 2 ure smo bili pa mi že spet komarati, ne, to je bilo odraščanje, tako se je, kot tistega ptiča smo pokopali, ne, ki je zaradi naš življenje zgubo, ne, je to mi smo nikoli več naredili, ne. Tudi čebelce, ne, kakaj s tistem palčkom, ne, smo kjer stisli, ne. Pa tudi tega nismo pol delali, ne, ampak smo pa organizirali, jaz mislim, da tudi zdaj kakšni ljudje nimajo takšnega fajnega pogreba, ko je imel naš ptiček, ne. To je bilo vse okrašen, ne, križ, tako, ne, po mojem, je še zdaj vesel, ne. Zanimivo je bilo, ne. Fajn smo se imeli. Smo imeli pa nekaj junakov, ne. In Tonka, ne, je bil sploh naš junak, ne. To je bil kdo? Tomo Drnoško. Mi smo ga Tonka klicali. Lokalni. Ja, to je, zadnjič sem ga srečal, sem rekel, veš, ti si bil naš idol, ja, je rekel, fajn lumpi smo bili, ne, same lumparije smo delali, ne, ker smo bili skus neki, ne, dole pa tistih huntih, pa rudnikov, smo tiste kolje so odzigvali, ne, žabe, ne, kače lovili, včasih tudi usedli na no, ne, pa bežali, dogajali se je res veliko, pa vedno je bil en vzornik, ko smo se ga malo bali, ko smo ga občudovali, ne, ker vedno je bil eden malo bolj korajžen, kot smo bili drug, ne. Tako da jaz mislim, da tudi skozi igro, tudi skozi kak prepir, pa tudi skozi pravila, ki jih napišeš, se potem izoblikuješ. Jaz zdaj berem, ne, ko sem pisal tamle med 2 ognjema, ne, ker jaz kar veliko berem, ne, in poslušam kakšne psihologe, ne, kako je to otroške psihiatre, pa ne vem kaj vse, kakšne nazive imajo, kako je to škodljivo za mladino, otroke, kako to ni fajn, da zadigaš enem žogo, ne, in ga spodbijaš, kako bo imel to psihične posledice, ne. In potem se zdaj mi srečamo, jaz se z Vasjo tam srečam, pa se z Gune tam srečam, pa si rečem, pizda, prostite, ne, ampak se, kakve živčne razvaline smo mi, ne. To imamo vsi ene travme, ne. Mi smo se spodbijali, jaz sem bil tukaj vesel, da je tam odskočil, sem ga za noge sedel, pa je padel, ne. Tudi če je bil malo krval, ne, ampak sem ga spodbal, ne,
Ja, drugič je pa on mene, ne. Smo pa imeli pravila, nisi smo odkule, ne, na horuk metati, ne, tako, si tako lahko, ne. Žoge pa tudi, ne, se nismo imeli medicink, ne, tudi košarkarsko nekaj bolj tako. Tako da preveč je omejitev, ne, več je treba otrokam stiti, da ne se igrajo, pa ne tam po asfalti kdaj sproba, Zariba. trd, ne, pa zariba, ne, sej, jaz sem velikrat napisal nota, da je kri tekla v potokih, se ni, ne, ampak meni se zdaj, ko sem se orezal, prst, ne, pa nisem bil nikoli, pa krasna, ne, pošel pa na medijska toplica, ne, tisti klor, poslej te pa tisti 2 meseca vlekli, ne, ker tako bel je bilo gor čez, ne, pa zdaj je potirno, pa je spet bilo, ne. Tako da, ampak, ne, se ne vidi, no, ampak smo preživeli, ne. Z bojnimi ranami, ampak smo, ne. Smo. Ja, zdaj, verjetno tale publika je vsa takšna, ki je doživljala podobne zgodbe, kot si jih ti, bolj ali manj, ne. Dobro, eni smo bili bolj zapečkari, eni so se res podili cele dneve po travnikih, pa po dvoriščih, pa te stvari, tako da zdaj, če primerjaš otroštvo, tvoje otroštvo, pa zdaj tvojih vnukov, verjetno otroštvo tvojih otrok je bilo še podobno, ne, ker si bil še prvič tako mlad, da si bil še otroči, pa si z njimi norel, ne. Zdaj, če pa zdaj vnuke primerjaš, se ti pa si mu vzor, probaš, da živijo podobno kot ti, ali rečejo, da je stari tih bod. Ne, telefon je boljš. Ko je bila ta korona, ne, ko se res nekaj veliko smel, pa ko ste bili res veliko za računalnikom, pa se kak malo, da je tudi šola končala, smo tam ob 11:30, smo velika šli vsi 4, 4 lahko damo avto, ne, smo šli, pa največkrat celo tako, da smo kar bolj peškali, ne, pa s tistem maskam, ampak smo šli po vseh teh naših in sem jaz seveda jim govoril, ne, kako smo z Borovnika dol metali, sicer ga je zdaj malo menj, kot smo na katerem drevesi smo uto delali, še kjer stoji, kakva smreka je še zdaj, obrenkana, moja, se še vidi. Kak srček var narisan? Ja, tist neglih, ne, nisem bil glih fajn s tem, no, tistih ni mojih tuk, no, pa tudi ne najdem, po mojem se jih posekali, ampak grem in govorim te stvari, ne, in vidim, da jih kar zanima, no, in tista ura, pa 2 ure, res gre to hitro, ne, pa te ladice spuščati po vod, ne, recimo smo sok spili, pa smo pol ladico naredili, pa si, ampak smo pol tudi pobrali. Včasih pa nismo, ne. Včasih smo pa to pstili, ne. Tako da ta ekologija je bila včasih malo drugačna, zdaj pa bolj mirka je vidim, to pa imajo ta nova generacija zdaj, mi smo papire kar po tleh metali bolj kot ne, no, odpadke nismo glih mirkali. No, ti pa otroci so pa zdaj, to pa moram reči, šola jih je pa zdaj kar učila, je pa starši, no, tako da so bolj striktni, kar se tega tiče, kakor smo bili mi. Ampak vidim, da jim glih tako gaja, pa tiste stare igre, gumitvist spet, ne, smo se ga zdaj šli, sankanje, glih tako luškanje. Te stare igre, dečkanje, ne, človek ne jezi se, ne, kartanje. Jaz recimo znam jokerja, pa se reče joker, ampak mi smo rekli zmanj joker, zdaj me vnuki popravljajo, ta joker je to, ampak za mene je joker, ne. In mi smo to igrali in res recimo enko ne znam, ne. To pa za mene je prekompliciran, ne. Ker enkrat greš kaj nazaj, enkrat greš sem, pa se si ti zmeša, ne. Mi smo bili bolj preprost naredni, ne. Tako da jaz za take težke igre nisem, ne. Zdaj na easy. Malo se že staraš. Ja, pa mislim, da se je skozi star, ne. Ja, zdaj sprehodili smo se čez tvoje otroštvo, čez tele tvoje igre, čez ten delček tvojega življenja, to si vse opisal v knjigi, zdaj to knjigo lahko kupijo obiskovalci, če bi kdo želel. Ja, dlak se tamle pri Mojcu stavijo. Mojca bo tamle pokasirala, ti boš avtograme dal noter, ne? Ja, z veseljem, ja. Koliko je knjiga, en izvod? Knjiga je drugač 23, ampak seveda je tukaj le 20, ne.
Uradno je pa se veš, kako je zdaj to, menda jak, na promocijah jih lahko malce ne prodajaš, drugače pa pol leta menda ne smeš več, ne. Moš pa tisto ceno imeti. Ampak takole pa menda lahko, ne. Prav, knjigo lahko kupite. Zdaj jaz tako mislim, da si v njej na en način postavil en spomenik Kisovcu pa odraščanju tvoje generacije otrok, tako da sploh te Kisovčani se bojo najdli v njej. Sem pa na koncu napisal nekaj, ne. Slovar. Pa to so moji spomini. So lahko tudi drugačni. Jaz sem pač videl določena stvar, ki je pa mogoče vase čist drugačna. Bom prav vesel, če bom še kaj od drugih prebral. Ja, slovar sem pa dal, ker jaz sem malo taka mešanca, ne. Mama je Hrastničanka, ima čist drugo dialekt, se ga že malo navadila tega našega. Ata je pa Kisovčan. Zdaj, koliko sem pa še Mojca spoznal, Mojca pa Trboveljčanka, tako da jaz sem čisti Zasavec. To pa je ta knjiga pod naslovom Mojemu Kisovcu, mojemu Zasavju, moji Sloveniji, kjer imam neizmerno rad, in vsem mojim. To ste pa vsi, ne? Ja, drugega, kot da s telimi besedami zaključimo skoraj ni možno, ne, tako da, a je še kaj tazga, kar se ti zdi, da bi pa mogel še povedati? Mogoče sam to, no, tudi tisto, ko bojo ta posnetek gledali po elektronskih medijih, ne. Starši pa vsi tisti, ki ste starši ali pa stari starši, dajte poskrbeti, da bodo otroci čim manj na pametnih telefonih, na tablicah, da bodo, vse brez tega ne gre, ampak čim več pa v naravi, tudi mogoče za mizo s kakšnimi družabnimi igricami. Pa upam, no, da bo tudi ta generacija še prebirala knjige, ker žal vidim tudi sam, ko sem bil svoj čas že majčken zasvojen z računalnikom, pa s temi pametnimi telefoni, da že tudi nisem imel koncentracije branja več kot par strani. Včasih pa lahko knjigo vzel v roke, pa sem jo prebral na dah. Tako da zdaj se spet popravljam, znam spet prebrati knjigo recimo v enem tednu, ali pa tole moja bolj tenka. Tako da čim več se z otroki pogovarjate, igrajte, hodite na sprehode in boste največ naredili za njih. Več, kot pa, če mu boste kupili najsodobnejši telefon. Pa res hvala, ker nisem tudi podrazno, tudi v sanjah, pa sem dan sanjal tega danes dogodka, da vas bo tukaj prišli. Še dobro, no, da je tukaj velik prostor ta nov. Hvala. Hvala vsem za udeležbo. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter.